Prosim še zadnjega iz te skupine, gospoda Mesca. Okay, hvala za besedo. Jaz bi mogoče uvodoma odgovoril na argumente, ki jih je povedal gospod Samo Hribar Milič. Zdaj prvič, rekel ste, da so banke pri nas ustvarile 3,7 milijardno luknjo. To drži, ampak ni pa res, da so jo ustvarile zato, ker so bile v državni lasti, ampak so jo ustvarile zaradi drugih razlogov. Prvi razlog je, da se je med letoma 2005 in 2008 načrtno usmerilo te banke v to, da so proizvajale tajkune namesto, da bi proizvajala delovna mesta. Drugi razlog je, da se je v tem času odstranilo kapitalske kontrole, da so se lahko neomejeno zadolževale na novo odprtem evrskem tržišču, in pa tretji razlog, da so spodbujale naš mehurček v gradbenem sektorju, ki je na koncu, ko je kriza izbruhnila, pokopal praktično celoten gradbeni sektor, nam pa pustil milijardne dolgove in 10 tisoče praznih stanovanj. Zato so se banke zadolžile, pa ne zato, ker bi bile državne, ampak zato, ker so prevzele slabe ekonomske modele, ki so jih povsod po evropski periferiji izvajale vse banke, ne glede na to, a so bile v državni ali pa v tuji lasti. Vidimo recimo primer Grčije, Španije, Portugalske, kjer so bile večino bank v privatni tuji lasti, recimo nemške in francoske banke so tam dominirale in so prav tako ustvarile izgube in prav tako jih je reševala država, kot je pri nas reševala naše banke, pa čeprav so bile v tuji lasti. Tako da ne drži ne eno, ne drugo. Druga zadeva, pravite, da so državna podjetja pri nas ustvarila 200 milijonov minusa. Podatki, ki jih vam jaz, so drugačni. Namreč v letu 2013 so ustvarila 393 milijonov dobička, od tega se je približno 1/4 oziroma 100 milijonov steklo v proračun, ostalo je šlo več ali manj v investicije. Tako da očitno se bomo mogla po okrogli mizi pogovoriti o podatkih. Tretjič, pravite, da moramo prodajati, ker smo v dolžniški krizi. Mogoče res, ampak poglejmo številke. Če prodamo po spisku teh 15 podjetij, kar imamo zdaj narejeno, pridemo do tega, da bomo v proračun zbrali 1 milijardo evrov. A veste, kaj 1 milijarda evrov danes pomeni? Slovenija je zadolžena za 28 milijard, se pravi, lahko dolg zmanjšamo na 27, koliko nam bo to pomagalo, pa si slikajte sami. Če prodamo vse državno premoženje, ampak tukaj noter je komplet infrastruktura, železnice, avtoceste, Luka Koper, vse, potem mogoče zberemo, tako kot ste vi rekel, 10 milijard po optimističnem scenariju, ampak nam še vseeno ostane 18 milijard dolga. Kaj bomo prodajali potem? Na to vprašanje vam jaz ne znam odgovoriti. In zadnjič, pogosto slišimo, da naj bi privatizacija prinesla razvoj in tehnologijo v Slovenijo. Zdaj tukaj lahko pogledamo dva empirična primera. Prvi je Slovenski Telekom in Hrvaški Telekom. Hrvaški Telekom je bil prodan leta 2002, Slovenski Telekom je ostal v državni lasti. Kako sta se razvijali te dve podjetji? Slovenski Telekom je približno ohranil število zaposlenih iz nacionalnega podjetja, postal regionalna sila in razširil svojo infrastrukturo, da je Slovenija, če se ne motim, tretja najboljša v Evropi po razvitosti telekomunikacijske mreže. Zdaj poglejmo, kaj je naredil Hrvaški Telekom, ki je v lasti Deutsche Telekoma, ki kupuje tudi Slovenski Telekom. Nemški Telekom je v tem času iz Hrvaškega Telekoma odpustil polovico zaposlenih, število zaposlenih se je zmanjšalo iz cirka 11 tisoč leta 2002 na 5500 leta 2014. Druga zadeva, kot smo slišali zadnjič na nacionalki, ko smo imeli o tem debato, na Hrvaškem je infrastruktura kakih 10 do 15 let za slovensko. To pomeni, da imajo širokopasovna omrežja v glavnem po večjih mestih, mobilni internet prav tako po večjih urbanih središčih, medtem ko na otokih, na podeželju in tako naprej, kjer pri nas imamo povsod optiko in povsod širokopasovna omrežja, teh omrežij ni, enostavno zato, ker se pač privatnemu lastniku take investicije niso izplačale. In tak scenarij zdaj grozi Slovenskemu Telekomu. In drugič, če bi to držalo, da privatizacija prinaša razvoj in
in pač neko gospodarski razcvet, potem bi bila Jelcinova Rusija cvetoča država, ne pa da je skozi 90 izgubila 60% BDP-ja. Hrvaška, ki je s privatizacijo kakih 20 let pred nami, pa ne bi imela leta 2014 manjši BDP, kot ga je imela leta 1980. Ob tem bi, ker sem že malo dolg, mogoče ponovil samo še dve zadevi, ki se mi zdita ključne. Igor Vuksanović je govoril o zavezah Evropski uniji. Mislim, da je tukaj treba poudariti na to, da zaveze, ki naj bi jih Slovenija dala Evropski uniji in s katerimi nas zdaj ta drži za vrat, te zaveze so dale slovenske vlade. Torej, slovenske vlade so tiste, ki dajo zavezo Evropski uniji za to, da odgovornost za nepopularne politike prenesejo ven in potem pač slovensko javnost izsiljujejo s tem, da Evropska unija nekaj od nas terja. Ampak vse zaveze, ki so bile dane, so prišle s slovenske strani, ne z evropske. In drugič, Andrej Cetinski je opozoril na to, kako je sestavljen slovenski SDH. Res je, imamo 2 člana uprave bdita nad 11 milijardnim slovenskim premoženjem in imamo 5 nadzornikov, vse imenujejo koalicijske stranke. Kako jih bodo kadrirali, smo slišali danes na tiskovki SMC-ja. 3 člane bo dala največja vladna stranka, torej SMC, enega bo dal Desus in enega SD. Se pravi, s tako politično matematiko bomo dobili nadzorni svet SDH-ja. Zakaj je temu tako? Zakaj tam ni delavskih predstavnikov? Zakaj zaposleni niso vpleteni v privatizacijske postopke? Enostavno zato, ker SDH pri nas ni bil ustanovljen zato, da bi upravljal državno premoženje, ampak je bil ustanovljen zato, da bi ga razprodal. Hvala lepa, Luka, tudi tebi hvala lepa. Videli ste, oziroma slišali ste, kaj je bilo povedano. Jaz srčno upam, da če tisti del njegovih besed drži, da imamo širokopasovno telekomunikacijo, da so tudi z vlade slišali, kaj je bilo rečeno. In če so slišali, da so razumeli, da je gospod Cerar od nas, večino nas, ki tukaj smo ga volili, dobil, se opravičujem, se opravičujem, večino vas ga verjetno ni volila, ampak tisti, ki smo mu dali mandat, da postane dirigent razglašenega političnega orkestra v Sloveniji. Nekateri so pa to napačno razumeli. Če muska ne špila, potem so krivi godci, ne pa, da je treba začeti razprodajati instrumente.